Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. S tabo sem Monika in danes se bomo malo družili. Glede na to, da sem rekla, da bi želela, da je to nek tak prostor, kjer se bomo iskreno in odprto pogovarjali o spolnosti, se mi je zdelo edino fair, da začnem jaz svojo zgodbo, kako sem se sploh spoznala s seks igračkami. No, to je bilo že kar nekaj let nazaj v bistvu. In začelo se je tako, da sem se o seks igračkah in njihovi uporabi pogovarjala s takratnim oboževalcem. In on je izvedel, da jaz pač še nimam nobene seks igračke, čeprav sem bila takrat že kar nekaj let v bistvu spolno aktivna. Zdelo se mu je, da mora to res urgentno popraviti in se je tako že naslednji dan pojavil pod mojim blokom s kar konkretnim silikonskim črnim vibratorjem, ki je bil še na baterije. Jaz sem bila itak čisto presenečena in kaj drugega, kakor pa to, da sem se smejala, ko sem tisto videla. Ampak iskreno povedano je bil dober. Nisem se mogla pritoževati. Tako da ja. Tekom let sem potem raziskovala v bistvu, kako bi rekla, različne oblike, različne tehnologije in čez čas res ugotoviš, kaj ti paše. Zato se mi to tako pomembno zdi, da v bistvu spoznavaš na ta način nekako svoje telo, pa kako bi rekla, v bistvu, če ne veš, če ne probaš, ne veš, tako bo prav, ja? Če ne probaš, ne veš. In obstaja toliko različnih stvari za notranjo stimulacijo, za zunanjo stimulacijo, za oboje hkrati, ta zračna tehnologija, vibracije, taki nastavki, različni nastavki. Pač jaz dvomim, da obstaja nekdo, ki mu ne bi nič pasalo. Oziroma bom tako rekla, če še nisi našel ali pa našla nekaj, ki ti odgovarja, potem išči naprej. Izbire je ful. Jaz sem recimo tako pri sebi ugotovila, da mi je najbolj, kar je pač tudi tipično za večino žensk, da mi najbolj odgovarja zunanja stimulacija oziroma da je oboje. Ker ženske tudi lažje tako doživimo orgazem. Če imamo pač pri spolnem odnosu je itak notranja stimulacija in pol, če je še zunanja zraven, pač to je top. Kar sem pol čez čas ugotovila, recimo, je tudi to, da niso samo vibracije tiste, ki so mi bile ful zanimive, ampak ta zračna tehnologija. Pač, ko sem jaz to prvič probala, to je bilo tako, kot da se mi je nebo odprlo. To je res en tak občutek, ki je čisto drugačen od klasičnih vibracij, ki je čisto nekaj drugega. Pač, tako da ženski del vas nagovarjam, če še niste probali, nujno sprobati, ker zamujate nekaj res dobrega. Tiste, ki ste pa sprobali, pa niste zadovoljni, vam bom pa tako rekla. Dajte malo porabiti lubrikanta, raziskujte svoje telo, malo krožite nad svojim fižolčkom in jaz sem prepričana, da ste našli pač tisto točko, ki vam odgovarja. Ker to sem tudi pri sebi ugotovila. Včasih je kakšna igračka bila taka, da sem rekla, bog, zakaj sem pač sploh denar dala za to. Ampak tako, moraš jo večkrat probati. Tako, ko spoznavaš, ne vem, ko kupaš nov telefon, pa boh ne daj, da menjaš še znamko, ko si prvi mesec tako, moj bog, kaj je to, pač čist nič jasen. Na koncu ti je pa ful cool, pa spoznaš, kako vse dela. Spolne igračke so tudi tako. Mogoče kakšna na začetku misliš, kako bo to dobro, pa prvič uporabiš, pa pač sploh ni dobro. Tako sem jaz imela pač skar ene par igračkami, ampak potem, ko jih parkrat uporabiš, pa malo dojameš, kako jih uporabljati glede na svojo anatomijo, pa je pa kar top, pa je to kar tvoja najljubša igračka. Tako, prej si pa mislil, da jo, ne vem, daš kar vrnil, čeprav to ne moreš. Ampak, ja. Zdaj, če bi zase zožala, Rabbit, definitivno. Ful mi je všeč. Moj najljubši je Monoflix od Satisfyerja. Pa ful se smotan sliši. To je Rabbit vibrator, ki je, lahko ga manualno upravljaš, se pravi z gumbi na samem vibratorju, ali pa se povežeš na aplikacijo, ki si jo naložiš na telefon. Pa sliši se ful neumen. Tako res se sliši ful neumen, ampak
Ko enkrat to sprobaš, pa se kar malo razvadiš. Ko v bistvu ne rabiš nič tam dol šariti, ne rabiš nič klikati, ne rabiš nič, ampak samo držiš s prstom po ekranu in pač si naštimaš res tako, kot tam tebi paše. Res imaš lahko en unikaten vzorec in mene je to ful navdušilo. Tako da to. Druga igračka, ki bi jo mogla zbrati zase, bi bila ziher kakšna na zračno stimulacijo, se pravi ti zračni valovi, ki so, to je za zunanjo stimulacijo. Meni je zelo všeč, katera pa mi je, jaz jih imam kar ene par. Od Swakoma Light Neo, ta mi je ful dobra. Mislim, da ima tudi aplikacijo, samo to sem vedno samo manualno uporabljala, ta mi je bila ful všeč. Potem pa tretja igračka, ki bi jo mogla zbrati, je pa taka ful vsestransko uporabna, je pa Magic Wand, se pravi masažer. In že ta ime pove, ne, pač, da ni samo za stimulacijo med nogami, ampak se lahko cel zmasiraš. Jaz imam najraje takšne, pač ta res Magic Wand je sam po sebi že tak, da je na kabel, se pravi, ni bojazni, da bi se spraznila baterija, a ne, da bi mogel dati filati ali pa menjati baterije, pa pol nimaš baterij doma, pa je pol še to cela kolobocija. Kabel pa dosti dolg je, pa ful ima fajn vibracije, več različnih nastavitev in jaz ga dostikrat uporabljam tudi tako, dejansko za masažo, a ne, pač sploh mi recimo, ko dosti delamo za računalniki, a ne, pač si zmasiraš tele svoje zategnjene trapeze, a ne, in potem se malo razgraješ, pa greš malo nižji, pa tako, pa je pa sploh happy ending. Tako da ja, to bi bile te 3 igračke, ki bi jih jaz mogla izbrati tekom svojih let odkrivanja različnih tehnologij in tako. Je pa res, da imajo tudi dildi svoj čar. Z dildi sem se spoznala pač kasneje kot z vibratorji, a ne, in tudi moraš malo, pri njih moraš tudi malo pogruntati, kaj ti je v redu, a ne, pač imaš one klasične dilde, ki so ti, ne vem, mislim, tam težko zgrešiš, a ne, in tako je ponavadi ta falična oblika, pa je že tako, a ne, pač spominja na penis in tako, ampak pa imaš pa še kakšne različne oblike, ki so mogoče pa malo bolj zanimive, pa so ti že tako estetsko privlačne, a ne. Tudi tam je ful stvari za raziskati, a ne, jaz imam kar nekaj različnih teh doma, a ne, in včasih bom rekla, ne samo dildi, ampak katerokoli igračko, jaz dostikrat kupim kaj iz Ferbca, ko vidim, da je tako malo čudne oblike ali pa kakšna zanimiva nova funkcija, a ne, in jaz moram to probati. Pač meni je zelo težko razumeti, da nekoga to ne zanima, a ne, pač dajte, jaz bi vas res v tem podcastu rada nekako spodbudila k temu, da na en način res raziskujete svoje telo, ker se mi res zdi škoda vreči stran ta aspekt svojega življenja, zato ker bi vam bilo nerodno, a ne. Saj vam ne rabi biti neroden pred samim sabo doma ali pa pred ogledalom ali pa kakorkoli, a ne, pač res toliko poudarjamo neki način življenja, kjer je zdrav duh v zdravem telesu in zdrava prehrana in gibanje in to, a ne, in karierna uspešnost in takšne stvari, a ne. In se mi zdi, da igračke, a ne, igračke spolne igračke ali pa igračke za odrasle, kakor vam je ljubše, a ne, so res en tak del življenja, ki ti lahko ful izboljšajo več aspektov v življenju. Ne samo to, kar sem že omenila, spoznaj svoje telo, pa kaj ti paše, pa škoda je, da ne bi vedel, kaj ti paše, pa kako ti paše, pa na kakšen način ti paše, ampak jaz sem opazila recimo, da igračke za odrasle prinesejo tudi veliko zaupanja pa komunikacije v partnerski odnos. Tega se bomo enkrat posebej dotaknili, ampak čisto iz lastnih izkušenj pa lahko rečem, da na ta način lahko zelo dobro skomuniciraš s partnerjem, kaj ti paše v smislu, daj to malo hitreje, daj to malo tako, a ne, in tudi drug z drugim prideta nekako v en, kako bi rekla, težko najdem besedo, in sync, a ne, v neko usklajenost in tako se mi zdi, da
Ja, itak pa prinese tudi popestritev, pa od raznih presenečenj, pa tako, a ne, ampak ja, se mi zdi, da prinese ful ene lažje pa boljše komunikacije v sam odnos s partnerjem, a ne, pač to, ke imata, če ne drugega, lahko jemljeta to kakor en hobi, a ne, neko skupno odkrivanje stvari, a ne, sploh če sta obadva začetnika, meni se zdi to tako ful dobro pa ful zanimivo. Malo sem zašla iz teme, ampak v glavnem, hotela sem povedati, da odkrivanje igračk za odrasle, a ne, pač enkrat se začne, a ne, pol je pa čisto na vsakemu posamezniku odvisno, a bo to negoval, to svojo radovednost pa odkrivanje ali pa pač ne, a ne. In jaz sem se odločila, da bom to negovala in zelo dobro raziskovala, tako da moram reči, da kar se tiče tega, jaz sem zelo zadovoljna in težko mi je, ke vidim ljudi, ke niso nekako, ke ne poznajo svojega telesa, ne vem, meni je to se mi zdi zelo škoda. In hudo mi je, kadar vidim tako, a ne. Ne pravim, da bi mogli biti vsi in sploh glede spolnosti ali pa kaj, ampak se mi zdi to neka taka osnova, a ne, ker tudi po nekem stresnem dnevu, pač da si prižgeš vibrator, svoj najljubši vibrator, on je lepo poln, čaka te tam na omarici, zvečer, ne vem, jaz imam otroka, zvečer si vzamem to pod tuš in si mislim, otrok spi, konec dneva je, ne rabim več delati, vse sem pospravila in si vzamem tistega svojega najljubšega vodoodpornega lepo pod tuš in to je top. Pač koliko se ti to sprosti telo, koliko si tako kar malo prerojen. Meni je pač to super. In ja, dajte probati, no, dajte raziskovati, tako kot sem jaz. Ne vem, če ste toliko navdušeni, no, to je vseeno pač, jaz sem se odločila za to tudi sama ful izredno uživam v svoji službi in se vedno veselim, kadar dobimo novo pošiljko, nove stvari in tako. Ampak ja, upam, da sem s to neko anekdoto in svojim razmišljanjem, bom rekla, z nekim tokom zavesti razbila in prebila led v za naše nadaljnje epizode in nič, lepo vas vabim, da si še ogledate ali pa me poslušate v razglabljanju v zanimivih temah o spolnosti in z njo povezanimi tematikami. Tako da upam, da ni bilo preveč za prvič, da ni bilo to deljenje preveč osebnih stvari, meni se ni zdelo, no. Tako da ja, jaz se ful veselim, pridružite se mi in imejte en čudovit dan, noč, kadarkoli ste to že poslušali ali gledali še naprej. Jaz se bom pa zaenkrat poslovila in se vidimo in se slišimo. Čau, čau.